skozi me nekako botenite, naj kaj povem o tem in onem. Trumpa bom preskočil, pa Bidena. Covid krizi sem že toliko povedal. Tale Dunaj, pa teroristični napad islamista, nekega Albanca poreklom iz Makedonije, te verjetno tam tetovske. To bi se pa splačal kaj povedati, namreč 4 leta nazaj sem ogromno pisal o teh migracijah, o nevarnosti teh osamljenih volkov samotarjev. Charlie Hebdo se je zgodil, bruseljski napadi, potem je tam nek poreklom iz Afganistana, ne vem, Sirije, Irana, je neko nosečnico zabodel Poljakinjo v Nemčiji. Tako da tematizirati treba moralno razsojanje islamistov oziroma džihadistov, to so neki ekstremisti, vojaki neke svete vojne. Njihovo moralno razsojanje je deformirano, popolnoma deformirano. To so v rangu, torej, psihopat je lebdeča nalepka za nekoga, ki ima patijo na psihi. Ampak, kadar govorimo o psihopatih, gre za to, da imajo psihopatijo vezano na moralno razsojanje, se pravi na strukturo nadjaza. Za nadjaz seveda nastane v oidipalni fazi, v primarni družini, kar bi pomenilo, da nekdo, ki v miljeju oidipalne scene, v primarni družini, svoje fundamente poznejšega moralnega razsojanja tako zastavi, da v odraslosti čuti, kaj je moralno prav. Vest, ki peče, se napaja z nekih fundamentov. In protokol moralne razsodnosti je dokaj znan. Moralna razsodnost, govorim pa o moških, ki je, torej moška moralna razsodnost je popolnoma drugače formirana, strukturirana kot ženska moralna razsodnost. Zdaj veste, če jaz kaj očitam feminizmu, je to, mimo tega, da simbolno kastrira moške, očitam jim, da nimajo ženske moralne razsodnosti razvite, te ženske oziroma moškinje. Zato, ker je struktura ženskega moralnega razsojanja popolnoma drugačna. Prav je tako, da je drugačna. In v teh časih mnogo žensk tako zelo trpi, ker je toliko bolelic za to COVID virusom, da se odločijo, ker tako zelo trpijo v sebi, pa vejo, da se zdravstveni sistem sesuva, tako zelo trpijo, da gredo kot prostovoljke na pomoč bolniškemu osebju. Ženske so bistveno bolj nagnjene k temu sočustvovanju, ampak tistega pristnega moralnega razsojanja pa ženske nimajo. Sreča je, da niso falične, torej testosteronske, da nimajo neke povečane napadalnosti, tako kot moški. Zdaj, če pa je moški ujet v moralno nerazsodnost, se pravi, če ima šibek nadjaz, in to se paketno dogaja muslimanom, potem pa nastane pizdarja. Zdaj, psihiatrija, ki meni ni kot koncept precej blizu, ima ten koncept šizotipske motnje. Šizotipska motnja je neka deformacija značaja, kjer tisti, ki podleže tej diagnozi, torej tej motnji, ima šizotipsko motnjo, ki se upgrade lahko v pravo psihozo, šizofrenijo. S to motnjo je v osnovi narobe nekaj povezavi z očetom. Torej, oče je moral
pri nekemu pacientu, ki mu diagnosticirajo šizotipsko motnjo, nekaj narobe delati. Zdaj, po mojih izkušnjah, jaz kar imam nekaj takih, ki pridejo k meni z nekimi bizarnimi verjeti. Šizotipska motnja v resnici pomeni biti nagnjen k bizarnim verjetjem, o katerih je tudi Freud govoril. Ampak ne v Schreberju, a Schroeder je bil politik. O nekem šizofrenem pacientu ni tam o tem govoril, ampak je govoril o bizarnih verjetjih v dveh drugih spisih, iz katerih se da razbrati, da je že Freud sumil v te teorije zarote, zdaj imajo tak ime, ker so neke groteskne ideje strukturirali znotraj svojega življenjskega nazorja. Pravi šizotipci, torej tisti, ki imajo problem z očetom, predvsem verjamejo v neke verske ideje, ki so pač kot vira legitimne, sicer so pa tako bolj za lase privlečene, ne. Ta verski fanatizem je pogosto posledica pri mnogih ljudeh. Tistih verskih fanatikov, dalo se jim bi reči blazneži, ki slepo verjamejo v Boga, v hudiča, v onostranstvo, ne vem kaj vse. Te verski blazneži imajo problem z očetom. In izhod iz krize moralnega razsojanja ali pa tudi iz krize znajdenja v življenju se taki ljudje zatekajo k Bogu. Bog je tisti, ki jim skozi vera v Boga, oziroma vsta, pri nas bom pač rekel krščanski, ta knjižni opus z neko Biblijo na čelu, tem vernikom, ki nimajo ponotranjega moralnega kompasa, daje smernice, daje kompas, kako se znajti v življenju. Taki ljudje, ki niso imeli očeta, lahko po eni plati so dispozicionirani za to, da postanejo anarhisti, brez vesti, brez vsega, ne ubogajo nobenih pravnih, niti bontonskih norm, ampak se preprosto predajo ugodju. Anarhizmu, agresivnosti, če gre za moške. Ženski imajo bolj problem potem z moškimi. Ampak če pa ni človek v spletu okoliščin, rasel je brez očeta, če ni anarhist, ima pa veliko možnost, da postane anarhist, ker v Boga človek brez očeta ne more verjeti. Ne čuti, da Bog obstaja. Tisti, ki smo imeli to srečo, da smo imeli močnega oetipskega očeta, dobrega, pravičnega, imamo občutek, da Bog obstaja. Zdaj pa, če je nekdo vpet skozi kulturo, krščansko, muslimansko, katerokoli, skozi to verovansko paradigmo vpet v svoje življenje in mu vera postavlja fundament, se on potem sklicuje na Boga. On nima moralnega kompasa, on ne zna vleči poteze, ne ve, kako se odločati, če se pa obrne na Boga, pa dobi občutek, da v enem danem trenutku, ko jo zagati, ve, kako naj se ravna. Ima Božje zapovedi, ima tiste verske knjige in lahko se znajde. Zdaj, odsotni oče je problem svoje vrste. Obstaja pa tudi slab oče. Pri muslimanih gre za problem slabega očeta, torej očeta, to bi bil zdaj neko bistvo, očeta, ki je tako preplašen, tako rekoč, da poklekne pred nekoga. Kaj moj oče ni pred nikomor pokleknil. Muslimanski oče poklekne pred Allahom, pred Koranom, pred šeriatskim pravom, se sezuje, tam klanja Allahu, se pravi, boji se Allaha, je Boga boječ. Moj fotar se ni nikogar bal. Tudi ateist je bil
zato ker njegov foter bil gluh, pa je izgubil neko kredibilnost in ta vsemogočni oče v otroštvu doživeti. Če je mal kastriran, potem otročiček v odraslosti nima glih afinitete do verjetja v Boga. Tudi cerkev mu ne more glih suvereno oprati možganov. Muslimani imajo pa problem, ker njihov oče ni nosilec moralne razsodnosti, tako kot običajno oče, tudi, bom rekel, krščanski oče, če ni prevelik verski blaznež. Torej, normalno oče se nima česa bati. Muslimanski oče se pa boji, poklekne in ni nosilec, zanesljiv nosilec moralne razsodnosti, se pravi, da bi otroku razlagal, kaj je prav ali pa kaj ni prav, ampak se opira na Koran, na Allaha, na šeriatsko pravo. Namesto, da bi oče suvereno vseko po mizi rekel, takole je prav, on reče, Bog tako pravi, se pravi, Allah je velik, Allah pravi. To so te zdrsi islama, ki puščajo posledico v moralnem razsojanju mnogih vernikov, ampak te srednjeevropski, muslimani, ki so se navzeli evropske kulture, so še kar v redu. Čeprav tudi to je svoje poglavje, ker država je tudi simbol mame in če je nek Albanec priseljen na Dunaj, država Avstrija ni njegova mama, ni simbol mame, ker on gravitira niti ne v Severno Makedonijo, ampak Albaniji, torej albanski, verjetno muslimanski kulturi, ker veste, Albanci so tudi deljeni na pravoslavce, krščansko misleče, verujoče, največji procenti pa muslimanov. Ampak te prišleki v Evropo, tudi če so rojeni, tudi ta Albanec je rojen v Avstriji, tudi če so rojeni v tuji državi, ne morete svoje države ponotraniti na točki simbola matere. Ampak je vera simbol matere. Simbol očeta, ali pa kar surogat očeta, je pa že od vsega začetka Allah, torej oče mnogim džihadistom sploh ni bil nek markanten lik, ampak je ta oče vedno fingiral na tega Allaha. Namesto, da bi oče bil nosilec zakona, moralne razsodnosti, je ta oče klecnil pred Allahom in se skliceval na Allaha, šeriatsko pravo, Koran. In potem ta Koran vsebuje v svojih dogmah precej militantnosti, Freud bi rekel, stari Freud, precej tanatosa, neke smrti, neke agresivnosti, nikakor pa ne moralne razsodnosti. Se pravi, muslimanski ekstremisti nimajo čuta za moralno razsojanje, neko življenje jim ni sveto, oprane možgane imajo šeriatskim pravom in Koranom, z Allahom. Allah je velik. Allah Akbar, ali kaj je že ta fraza. In v tej evropski kulturi se nikakor ne znajdejo. To je velik problem Evrope. Ne samo, da je velik problem islama, ampak to je evropski problem. Ker naj živijo islamisti v svoji državi, ki je zdaj nimajo, Sirija tam nima več islamske države, in zdaj te simbolno kastrirani islamisti se upirajo svoji simbolni kastraciji, le kako drugače kot z orožjem, ki ima falično simbolno strukturo. Mogoče ste se z tega nekaj naučili. Se vidimo naslednjič.